Pojdite in učite. In šli so. Lepo pozdravljeni, dobro jutro, dragi prijatelji misijonov. Danes se oziramo še teden nazaj. V soboto 4. januarja je bilo namreč središče Ljubljane v znamenju vseslovenskega srečanja kolednikov. Ob 30. obletnici Trikraljevske akcije smo se želeli s posebnim praznovanjem zahvaliti Bogu, sodelujočim in darovalcem. Po pobudi misijonskega središča Slovenije smo bili zbrani v središču Ljubljane. Od prvih začetkov, ko je sodelovalo približno 50 župnij pred 30 leti, se je akciji do danes pridružilo skoraj 400 slovenskih župnij z več kot 6000 koledniki. Skupino otrok in mladih po svojih krajih od vrat do vrat oznanjajo Jezusovo rojstvo. Zbirajo darove za projekte slovenskih misijonarjev in vsako leto zberejo okrog 400 000 evrov. S temi darovi so koledniki v 30 letih lahko podprli kar 282 projektov na različnih koncih sveta v skupnem znesku 6 599 888 evrov. S tem je Trikraljevska akcija eden najmočnejših programov misijonskega središča Slovenije in ena od večjih dobrodelnih akcij pri nas. V nadaljevanju vas vabim, da prisluhnete pogovoru, ki je nastal prav na srečanju samem. Predno sta pričevalca stopila pred kolednike, sem ju poprosil za pogovor pred našim mikrofonom, prav za našo rubriko. In prikimala sta. Med koledniki, ki so bili zbrani v soboto tule na trgu, na Prešernovem trgu sredi Ljubljane, je bil tudi prav poseben koledniški zakonski par, ki prihaja z lepih gorenjskih krajev. Simona in Klemen, lepo pozdravljena. Simona, tale lepa zgodba ima res krasne korenine, prav koledniške. Ja, od samega začetka smo začeli v Stražišču z gospo Ireno, ona je bila pobudnica, koledovati. Jaz sem sodelovala pri pevskem zboru, Klemen je bil ministrant in ministranti so bili kralji. Ostali smo pa sodelovali kot pastirčki in zvezdice in smo začeli s koledovanjem. Prva naša koledovanja so bila kar dolga, več dni trajajoča, ampak je bilo res, res lepo. Klemena, potem lahko rečete, da ste med koledniki spoznali soprogo in mamo vaših otrok. Ja, dejansko je tako, sicer prva leta se še nisva tako zelo družila. To je prišlo potem malo kasneje, ko smo začeli tudi z veroukom mladinskim, in potem od takrat naprej so se bolj spletale še močnejše vezi. Vem pa, da je koledniška tradicija še dan današnji na vašem koncu župniji Kranj Šmartin, če vem prav, da se reče tako pri Svetem Martinu, zelo močna. Je ena cela vrsta skupin tudi letos. Ja, tudi letos je koledovalo 10 skupin, ena odrasla skupina, ena mladinska skupina, ostale skupine so bile otroške. Pokrivamo kar veliko področje v Stražišču, ima namreč Kranj Šmartin veliko podružnic, tako da so imele skupine kar veliko dela. Če pogledate, zdaj sta prava tudi za to vprašanje. Kaj eno koledovanje otroku da? Zdaj to se lahko spomnite svojih mladih let, recimo mladini, ne pa zdaj kot starša, ko gledate že na vajine kralje in pastirčke, ki nosijo zvezdo. Kaj eno tako druženje z dobrim namenom da v človeka? Predvsem vero v to, da lahko mi z majhnim darom veliko pomagamo, se pravi ne samo kot mogoče denarno ali nekaj takega, ampak z dobrimi mislimi in z druženjem lahko damo nekomu, ki trpi oziroma je v pomanjkanju. Simona, tole današnje druženje, več 100 kolednikov z vseh koncev Slovenije skupaj ob 30-letnici, je pa tudi dokaz, da je projekt lepo zaživel in da je bilo seveda prav tam ob samostojni Sloveniji oživeti koledovanje. Ja, res je. Rada bi pa dodala še mogoče pri Klemenu, da so tukaj najpomembnejše prijateljske vezi. Med nami so se spletle res globoke prijateljske vezi, ki še danes trajajo, in mi smo imeli to predvsem kot druženje. Danes pa tudi naši otroci jim predstavlja to predvsem druženje, prijateljstvo, hkrati pa lahko še nekaj dobrega naredijo. In mislim, da je to najpomembnejše.
Obema prav lepa hvala za pogovor, pa še veliko koledniških doživetij z vajino mladino in seveda z vsemi v župniji. Srečno. Hvala lepa. Hvala. Srečanja ob 30-letnici Trikraljevske koledniške akcije se je v Ljubljani udeležilo približno 500 kolednikov in spremljevalcev iz 27 župnij. Na Prešernovem trgu je v programu sodeloval tudi otroški zbor župnije Marijinega oznanjenja v Ljubljani, pa malgaški bogoslovci z božičnimi pesmimi, koledniške skupine z narečnimi kolednicami, zbrane kolednike in ostale tudi mimoidoče v Ljubljani takrat tisto soboto pred dobrim tednom so pozdravili ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ravnatelj misijonskega središča Matjaž Križnar, misionarja sestra Andreja Godnič in Tone Kerin ter Slavko Kalan, škofijski animator za misijone. Mladi so se nato odpravili po Ljubljani, nosili blagoslov treh kraljev, potem pa se je srečanje nadaljevalo z mašo v ljubljanski stolnici. Misionarji res opravljajo čudovito delo oznanjevanja in pomoči ljudem po svetu. Podporniki v Sloveniji lahko vidijo, da so njihovi darovi pametno porabljeni. Misionarji pa ob svojih obiskih pogosto povedo, da zelo občutijo duhovno in materialno podporo Slovencev. Zato hvala vsem, ki darujete za projekte slovenskih misionarjev, tudi prek Trikraljevske koledniške akcije ali na druge načine. Naj Bog povrne vašo dobroto, sporočajo z misijonskega središča Slovenije. Pojdite in učite. In šli so.